Veliko veselje mi je, da danes gostim predsednico avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, predsednico Debora Serekljuni. Moram posebej poudariti, da odnosi med Slovenijo in deželo Furlanija Julijska krajina so dobri, so prijateljski, imamo mnogo skupnih interesov, tako na političnem, gospodarskem, kot tudi na drugih področjih. Kar se tiče političnih odnosov, naj ponovim, da Slovenija in Italija imata zelo intenzivne prijateljske odnose. Ne nazadnje, pred kratkim je bila v Rimu naša predsednica vlade, Alenka Bratušek, danes je tukaj predsednica dežele Furlanija Julijska krajina in to je nadaljevanje teh intenzivnih odnosov. Vse nas povezuje manjšina, slovenska in italijanska tukaj v Italiji. Ocena je, da se ti odnosi dobro razvijajo, da se dobro skrbi za obe manjšine. Seveda, v življenju so vedno tudi kakšne težave, vendar ugotavljava, da jih uspešno rešujemo. Kar se tiče gospodarskega sodelovanja, lahko povem, da je dežela Furlanija Julijska krajina izjemen, pomemben gospodarski partner. Če pogledamo, da je naša blagovna izmenjava z Italijo skoraj 6,5 milijard evrov, je izmenjava med deželo Furlanija Julijska krajina 730 milijonov evrov, kar je več kot 11%. Oba ugotavljava, da je veliko možnosti, da bi to gospodarsko sodelovanje okrepili, izboljšali, tako da sem prepričan, da naslednjič bova ugotovila, da so te številke še boljše. Tudi na drugih področjih imamo veliko skupnih interesov, kot je črpanje evropskih sredstev. Vi veste, da Slovenija zelo močno podpira iniciativo Italije glede oblikovanja tako imenovane jadransko-ionske makroregije, ki bo omogočala črpanje evropskih sredstev ravno za to območje in to za različne namene, od infrastrukture in do drugih namenov. Prepričan sem, da tukaj lahko z boljšo koordinacijo dosežemo boljše črpanje evropskih sredstev. Kot rečeno, tudi na področju infrastrukture imamo mnogo skupnih interesov, tudi na področju energetike. Pogovarjala sva se tudi o problematiki, ki je dalj časa že na mizi, ko gre za odnose med Italijo in Slovenijo, gre za vprašanje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Tukaj ugotavljamo, da imamo podobne poglede kot dežela, nas skrbi varstvo zlasti severnega Jadrana, ki je izjemno občutljiv biotop in mislim, da gre do stvari v pravo smer. Tudi na drugih področjih, kot je turizem, kmetijstvo, vidimo mnogo možnosti za boljše sodelovanje. Zato smo se danes tudi s predsednico dogovorila, da ponovno oživimo tako imenovano komisijo, ki obravnava vprašanja, ki se nanašajo na razvojne možnosti, da bi ta komisija pripravila operativen program različnih projektov, zlasti z vidika črpanja evropskih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020. Ocenujem, da današnji obisk prispeva k temu, da bomo potrdili medsebojno sodelovanje na vseh področjih.